Vaja Takojšnji odgovor 2016 bo v Sloveniji potekala od 9. do 22. septembra 2016. Na tej vaji bo sodelovalo približno 2000 udeležencev, več kot 1000 udeležencev bo v Sloveniji. Na tej vaji sodeluje 11 držav, ena od teh je opazovalka, to je Slovaška. Vaja se odvija pod vodstvom US Army in Europe, to se pravi Vojske Združenih držav Amerike v Evropi in Evropskega poveljstva ameriških sil v Evropi. Slovenija in Hrvaška sta sogostiteljici vaje. V Sloveniji se bo vaja odvijala na 3 lokacijah, in sicer v Postojni, v Cerkljah ob Krki in v Novem mestu. Na Hrvaškem pa se bo vaja odvijala na 2 lokacijah, torej v Zagrebu in na vadišču Evgena Kvaternika na Slonju. Na vaji so 4 ključni dogodki: računalniško podprta vaja, ki je distribuirana na obe državi, torej odvija se v Postojni in v Zagrebu. Vaja humanitarne asistence, ki se odvija izključno v Sloveniji, v Cerkljah ob Krki in v Novem mestu. Vaja taktična vaja enot, ki se odvija izključno na Hrvaškem, in sicer na poligonu Evgena Kvaternika na Slunju, in pa usposabljanje usmerjevalcev združenih ognjev, ki se bo odvijalo v prvi fazi na osrednjem vadišču Slovenske vojske Poček in v drugi fazi na poligonu Evgena Kvaternika na Slunju. To bi želeli še posebej izpostaviti, torej sodelovanje Slovenske vojske in civilne policije oziroma specialne enote policije. Specialna enota policije bo v vaji humanitarne asistence sodelovala z namenom nevtralizacije teroristične grožnje. Torej, glede vpliva vaje Takojšnji odgovor 2016 na okolje, lahko povem, da aktivnosti usposabljanja usmerjevalcev združenih ognjev, ki se bo odvijala na osrednjem vadišču Poček, bo vplivalo na okolje, vendar je to vse skladno z pravili in dogovori z lokalno skupnostjo. Premiki enot po cestah ne bodo imeli večjega vpliva na okolje. Pozitivno na okolje pa bo vplivalo tudi to, da v Sloveniji gostimo več pripadnikov tujih vojska, ki bodo v lokalnem okolju, ki ga bodo spoznali na novo, z svojim prispevkom pozitivno vplivali na naše gospodarstvo. Slovenska vojska se bo na vaji Takojšnji odgovor 2016 usposabljala, da bi bila kos vsem varnostnim izzivom. Scenarij vaje predvideva večje vojaške spopade izven naše države, ki imajo za posledico večje število razseljenih oseb, ki pridejo v našo državo in jih bomo mi morali oskrbeti. V ta namen imamo na vaji humanitarne asistence vzpostavljene 2 velike medicinske zmogljivosti. Prva je ameriška vojaška zračno-mobilna bolnišnica Role 2 in slovenska vojaška mobilna bolnišnica Role 2 LM, ki bosta obe stacionirani na letališču Cerklje ob Krki oziroma vojašnici Jerneja Molana. Prav tako bo za te razseljene osebe potrebno izvesti določene postopke identifikacije. Tukaj bo sodelovala vojaška policija, določene postopke priprave zmogljivosti namestitve, tukaj sodelujejo inženirci in enote RKBO pri detekciji morebitnih nevarnih snovi, ki bi jih te razseljene osebe prinesle s sabo. Na vaji sodelujejo tudi enote za civilno vojaško sodelovanje, ki bodo delovale kot posrednik med civilnim in vojaškim okoljem in se iz tega tudi usposabljale. Osnovni cilj vaje Takojšnji odgovor 2016 je gradnja povezljivosti, se pravi z NATO zavezniškimi državami in drugimi partnerskimi državami. S to vajo bomo pridobili bogate izkušnje in
znanja in veščine, s katerimi bomo kos varnostnim izzivom, ki nam jih ponuja okolje. To 14-dnevno vajo bomo v Sloveniji najbolj občutili pred samim začetkom, torej 8. 9. septembra, ko se bo na cestah poznalo malo več prisotnosti vojaških enot, potem v času od 12. do 16. septembra, ko se bo na osrednjem vadišču Slovenske vojske Poček odvijal usposabljanje usmerjevalcev združenih ognjev in bo tam slišati prelete letal in streljanje z podpornim orožjem. Od 16. do 21. septembra bo na območju Cerkelj ob Krki in Novega mesta povečana prisotnost vojaških enot na lokalnih cestah, ker se bo tam odvijala vaja humanitarne asistence, in potem 23. septembra, ko enote odhajajo iz Slovenije, bo prav tako malo bolj povečana prisotnost vojaških vozil na lokalnih cestah. In to je tisto, kar bo dejansko lokalno okolje občutilo, povezano z vajo Takojšnji odgovor 2016.